Bosno, Hrvaško in tako naprej, ne, Hrvaško ne več, ampak vse države, ostale države iz bivše Jugoslavije, torej spodbuja k temu, spodbuja k temu, da te sporazume podpisujejo in ravno zaradi tega, da omogoča vračanje. Tako da tega se treba zavedati, kako sofisticirani mehanizmi, ki si sledijo, ne, eden za drugim kot veriga, so že vzpostavljeni, tako da je praktično vračanje možno, in to je tisto, kar je zaskrbljujoče s temi sporazumi, vse do držav, ki pa dejansko niso več varne. In tukaj potem pride do te potencialne kršitve ali pa nevarnosti za kršitev tega načela nevračanja, non-refoulement, ki je temeljno načelo celotne azilne in migracijske mednarodno-pravne ureditve nasploh. Torej non-refoulement, ne vračanje ljudi, ki so lahko ogroženi zaradi svojega, torej ki jim lahko ogroženo življenje ali pa njihova neka fizična integriteta, ne, z mučenjem in tako naprej. Ne? Te Evropska unija, pa NATO, pa Vatikan, to so vse v bistvu mreže, mreže, ki so bile ustvarjene, vse veste zakaj ne. Ne moremo jih resno vzimati, tudi držav ne moremo resno vzimati, uradnih obrazov držav, ker so samo maske, kot zadaj plešajo čisto drugače. Se zgolj kažejo, pa se dela uradne, pa ne vem kaj so te zadeve. Imate kaj konkretnega na to temo zapovedati zdaj? Ja, zakon bi povedal. Torej razloge sem še povedal, zakaj se pravzaprav sem ljudje hitijo, ne, mislim, zakaj grejo sem, ne. Grejo, da zrušijo vir tega režima, ki jih napada, ki jim krade zemljo, krade olje, zlato, droge, te reči. Sej ne morejo satelitskim orožjem se zoperstaviti, ne. Ampak dajmo se držati teme, no, ker bo cel dan, čeprav kaj na temo azilne politike, jaz bi res prosila se tega pa bomo držati, ker bodo cel dan predavanja, potem še na druge stvari, vzroke za migracije in tako naprej, no. Imate kaj na to temo prav, če ne bi dala tamle še besedo, no, ko čaka kolega. Ne nujno, da so glavno fizično vsem selijo ljudje, ne, prišli so vsem, da akupunktirajo to Evropo, ne, ki ne upravlja svoje funkcije, da jo presvetlijo, ne. Torej, lahko se fizično vrnejo nazaj, samo mi moramo poskrbeti, da se vojne ustavijo. To je pač vsa politika, ne. In vojne bomo pa ustavili, pač tukaj imamo recimo reformacijski akt je pripravljen, ne, ki bi se bo mogel že implementirati, da se bo najavo implementiral že... Če ne zamerite, bi jaz dala še tole gospodu besedo, ker res vidim, da se ne držimo teme, no, tako da dajmo še ostalim priložnost. Ja. No, sej nisem gospod, ampak... Pardon, kolega, ja, kolega. Ja, v bistvu, čisto tako, po eni strani vidimo, da se postavljajo zidovi, mislim, prav fizični, ne, na madžarski, konkretno meji, ki je na zunanji meji z Srbijo, po drugi strani imamo potem Bulgarija postavlja zid, ne, z Turčijo, če sem letim. Ja. Ampak po eni strani tudi verjetno to posledica te pomanjkljive skupne evropske politike, ampak po eni strani pa ni jasno, kakšna je prihodnost evropske politike, oziroma če na nek način tolerira postavljanje teh zidov, ampak, no dobro, tako vprašam, kako vi vidite potem dejansko, da je potem nek skupno razvoja, pa se potem dejansko te zidovi bodo ostali tam in se bodo še nadalje, mislim. Jaz vidim potrebo po popolni spremembi, po novih ljudeh, po novih politikah, po novih razmišljanjih. Mislim, da so zadeve šle blazno daleč in da bodo dejansko, tako kot se bojite, ne, da bodo ostale take, če se bodo neke osnove te politike ohranile še naprej, potem bodo tudi vsi zidovi ostali, to hočem povedati. Skratka, če nadaljujem to, kar sem začela, ne, da vidim možnost v popolni spremembi. Možnost vidim predvsem v tem, da se na migraciji začne gledati drugače, ne, kot na neko dejstvo, ki obstaja, ki je treba ga pametno spodbujati, ne? Skratka na nek proaktiven način, da se začnemo tega lotevati, ne samo na postavljanje pogojev in na čakanje na to, da bodo ljudje zdaj tisti, ki se bodo javili za, ne vem, začasno prebivališče, pa se bodo prijavili v državo, bodo tam pogoje spomnili, pa ne, skratka, cel sistem temelji na tem,
na defenzivnem, ne? Če hočete priti k nam, tole so naši pogoji, zdaj pa da vidimo, kjer ga izpolnite, tam vas bomo spustili, ne? Razumete, kaj hoče obrniti paradigmo, gledati bolj proaktivno, migracije, pač vzeti migracije take, kot so in spodbujati tiste, ki si jih pač želi še toliko bolj, ne pa na tak način omejevati migracije, ki sicer obstajajo, ne? Veste, kaj hočem povedati? Zdaj govorim zelo nasplošno, ne vem, kako bi to izgledalo v praksi, ne vem, kdo bo šel podreti tisti zid med bolgarsko pa turško mejo in pač vse ostale zidove, ki bodo očitno zrastli zdaj v prihodnjih 10 letih. Ne? Moram pa reči, da nisem kaj preveč optimistična in da mislim, da do tega še kar nekaj časa ne bo prišlo. Ne ovira nas pa seveda to pri tem, da se ne bi prizadevali za en drugačen pristop. No? Jaz pač samo to povedal, da me je strah, da dejansko zdaj to zgleda, kot da to neke tako imenovane nerazvite evropske države, postavljamo v resnici, bo to na koncu res samo politika. Ta point sem spustila, ampak sem ga razumela, kar ste ga prvič rekli. Absolutno, se strinjam, da se je to ne toleriralo, ampak na tiho vzpodbujalo, ker nazadnje za vse te ograje je bil porabljen evropski denar. Vedno in povsod. Ne? In tudi te nove finančne perspektive, ki zajemajo financiranje upravljanja z migracijami, 80% tega denarja gre v krepitev zunanje meje. Mislim, to je, a se nismo res nič naučili, to je neverjetno. Tako da zato hočem povedati, da imam zelo malo upanja, da bodo do kakršnekoli spremembe v politikah na neki srednji rok prišlo. Ne? Res sicer zdaj, da poznam, jaz pa geografije nismo glih na ti, ampak me recimo zdaj zanima, ko sem bral, da ne bi zdaj kakor še Srbi poslali vojsko na mejo, da te begunci, ko jih bo Madžarska nazaj pošiljala, niti v Srbijo nazaj ne morajo iti. In me zdaj zanima, bojo te begunci na no man's land ali obstaja pač, da grejo še pa čez kako drugo državo, da naredijo recimo cel krog, pa da pol tako nekako pridejo vsaj na pol prevoze do Nemčije pa Skandinavije. Pa. Aha, zdaj govorite samo o meji med Madžarsko pa Srbijo? Ja, samo o tem. No, ta meja se je itak zdaj z preusmeritvijo poti, se je izkazalo, da dejansko funkcionira, da so dosegli točno to, kar so želeli. Skratka, tam verjetno še potekajo neki premiki nekih manjših skupin, ki so pač zmožne, recimo, ne vem, splezati čez ograjo, prerezati ograje na mesto in tako naprej. Ampak popolnoma jasno je, da te velike skupine tam čez ne potujejo, ker so se vse preusmerile na hrvaško mejo. Tako da ne vem točno, kaj me sprašujete, če bo ta preusmeritev potekala še naprej, ali tako, če obstaja še kakšna 4., 5., 6. možna pot. Nasploh pa čez kakršnakoli preusmeritev. Aha, na to se, ja, gledajte, izkušnje kažejo, da pot vedno je. To je v bistvu tisto, kar je najbolj udari obraz, da pot vedno je pa vedno bolj nevarna. Bolj, ko jo preprečuješ, več ograj, ko postaviš, bolj ljudi siliš, da potujejo čez nevarne poti. Pot je nenazadnje tudi, razumete, po Atlantskem oceanu naokrog, Mislim, tudi to se bo začelo dogajati, če se bo Evropa popolnoma zaprla, Saj nenazadnje ta pot čez Sredozemsko morje ni bila kaj dosti drugačna. Bila je, mislim, še vedno poteka, zelo nevarna, z ogromnimi smrtnimi žrtvami, popolnoma predvidljivimi, ker je bilo, mislim, jasno, da če so pač 5 metrov visoki valovi, da se bodo čolni prevrnili. Tako da, in to je tisto, kar je glavno sporočilo tega, da nima veze, koliko ograj postaviš, ljudje bodo vedno prihajali. Zdaj pa samo vprašanje, ali bo politika še dopuščala te smrti, ki se na teh poteh dogajajo. Tako da, ni treba, da sta z geografijo na ti, Bojo že ti hodavci poskrbeli za to, da bodo te poti našli. Žal, Jaz sem prebrala včeraj članek od te novinarke Carmen Schweger, ki je govorila o, mislim, da sirskem študentu, ki se je 3-krat zaman prijavil na nemški konzulat, da bi prosil za azil, potem je pa se pač skozi begunski koridor prebil do Nemčije. In me zanima, zakaj, mislim, mene zelo težko spremljam to matranje teh beguncev, koliko ste jih omenila, zakaj se ne bi, ali bi bilo možno in ali je kakšna rešitev, da bi se odprle točke v teh konzulatih ali pa bližnjih centrih, kjer bi se begunci lahko recimo preko interneta
prijavljen, glede na to, da pravijo, da so vsi z mobilnimi telefoni opremljeni, kjer bi recimo že nekako procesirali to njihovo potovanje na nek bolj varen in human način. Ker če se jih ne da, in bi bilo to in prihranjeno, ta agonija, premetavanje iz ene države v drugo, ker to se mi zdi nekaj tako arhaičnega in tako groznega, da sploh ne vem, mislim, niti to, ali to sploh spodobno danes početi, pa tudi element množičnosti bi bilo potrebno upoštevati, ker gre za to, da se bi vendarle potreba, vsi rabijo en red, da ne pride do takega stampeda, kot smo ga po televiziji videli, da te zakoni niso na množičnost urejeni. To vam sem pripombo, no, ali pa idejo, če imate kakšno, da bi se kaj dalo na to urediti. Ideja v bistvu sploh ni nova. Ne boste verjeli, Slovenija je dolga leta imela to v svojem zakonu, da se da za azil zaprositi tudi na njenih veleposlaništvih. Pa ne samo Slovenija, to je nek, se Slovenija nikoli še ni šla, da je sama pogruntala, ne, to je srednja grupa. Tako da to je nek precej, izhaja v bistvu to iz tega diplomatskega azila, ne, ki ga poznamo, predvsem, ki ima izvore v Latinski Ameriki, ne, kjer se je dal na diplomatskem predstavništvu zaprositi za azil, ta star politični azil, ne, zaradi političnega preganjanja, tega res, tako kot ste omenili, arhaičnega. Ne. Tako da to sploh ni nekaj novega, ne, da se izpostave že zunaj držav, tam, kjer begunci dejansko v tistem trenutku so, in da se jim omogoča varen prevoz. K temu pozivajo danes mnogi opazovalci ali pa raziskovalci azilne politike. Ne. Torej bi lahko tudi Slovenija pa pozvala, se nam zdi pa v redu rešitev k taki rešitvi? Ja, ampak v sodelovanju z drugimi, ker je pač popolnoma jasno, da sama tega ne more. To je to, zaradi česar je pomemben tudi skupen odziv. Ne? To je lahko predlog slovenski. Ja, tako, da se vzpostavi nazaj ta možnost, ki je dolgo leta obstajala, da se ljudi na spravno nevarnost in smrtne... Torej ni pravno to neka slaba rešitev. Sploh ne, vse pravno ne obstajalo dolgo leta. Mi smo to imeli v zakonu o azilu 15 let. Ne? Kaj pa je teh evropskih veleposlaništv? Rečemo, da bi lahko zaprosili na kakšnem evropskem veleposlaništvu v Libanonu za azil. No, saj to je isto ta ista ideja, tako. Ja. In vse to, ki je v bistvu pač daje v prakso, če ide počasa je to. Zdaj pa v praksi je pa to zdaj izziv, ne? Jaz mislim, da je, ker vem, da so bile v tem razprave, kadarkoli se je spremenil zakon o azilu, oziroma kasneje o mednarodni zaščiti in je ta rešitev potem v končni fazi letela ven, ne? Je bil ravno to pomislek, ne? Kako pa potem to v praksi izvesti? Človek zaprosi za azil na nekem takrat ali nevarnem področju, dobra, situacija je malo drugačna, če je recimo, če zaprosi za azil v sosednji državi, naprimer v tem primeru bi govorili lahko o Libanonu, ne, ali pa Jordaniji ali pa kaj takega, ne. Pa potem ni tako urgentno, ne, ker je oseba načeloma na varnem, ni na vojnem območju in se lahko pač njena prošnja za azil procesira. V tem primeru je tudi vprašanje, ali priznati vse tiste pravice, ki jih oseba potrebuje, recimo tukaj v Sloveniji, ko res pride na novo, ali ne, ampak to je vse potem tehnična izvedba. Je pa zagotovo tudi ta situacija potem malo drugačna, kot tista, ko prosilec za azil v Slovenijo pride ali pa kjerkoli državo, je tukaj nameščen na kakršenkoli način že in se potem pač njegova prošnja tukaj obravnava. Ne. Moram pa reči, da ne vem, če to rešuje situacijo, ne, ker zdaj so te migracije resnično postale tako mešane, da je izjemno težko ločevati med govori se o tem, kdo je ekonomski migrant in kdo je begunec. Med tem je postali izjemno težko ločevati in je vprašanje, koliko je vse to skupaj sploh še smiselno. Ne? Zato sem prej govorila o tem, da je morda res treba vse skupaj premisliti in govoriti o nečem proaktivnem in te migracije, ki pač potekajo v vsakem primeru, vzeti take, kot so. Ne vem, tako kot je bilo pred Prvo svetovno vojno. Ko so pač ljudje prihajali na Manhattan, na Ellis Island in so pač prihajali. In to je bilo to. In če nisi imel ravno, zelo grdo, ampak kuge, v smislu, da bi res ogrozil potem cel otok, ne, sprejeli so vse. Ne. So jih sprocesirali, vzeli so podatke, poslikali so jih in to vse vemo, ne, ampak sprejeli so vse. Ne. Tako da v razmislek. No. Morda zaključimo prej, Barbara, ne, da ne bomo predolgi. Ja, mislim, da je razen, če bi Jaz sem mogoče vi tu ste fajn rekli, to sprejeli, ne. Se mi zdi, da se preveč ukvarjamo, zdaj tudi to, kar ste vi umeli, ne, so neke direktive, so neke uredbe, kaj pa to sprejemanje, ne. Ker poleg azilne politike zmeraj mora biti tudi sprejem, a ne. Na tem se mi zdi pa, da se že v bistvu, čeprav se veliko govori, že veliko let pa našlo to. Se pravi, kaj ljudje, zdaj jih je velika množica, kaj bo z njimi, ne. S tem se pa nekaj ne sprašujemo. Kaj kje jih bomo nastanili, kaj pa. Jaz predlagam, da zaključimo, ne? Hvala, Nežje.
Tako da zdaj pa imamo eno večjo predstavitev izkušenj s terena, tako da moramo mečkam pripraviti. Se zato je, tako da hvala.
Vse bomo odzvali. Ja, imate dni,